človeško meso, ne, se pravi človetino, ali kako se temu reče. Sem slišal, okay. Torek je, ura je 22:08 zvečer, tole so glave, podke za legitimno preživljanje prostega časa, pižama intro. 56. glave po vrsti, lepo pozdravljeni vsi poslušalci, vse poslušalke. Danes moramo najprej seveda povedati vse tisto, kar običajno povemo, torej povšečkajte nas na aparatus.si na Facebooku, aparatus.si smo na Twitterju in pa seveda aparatus.si poševnica podpri za vse tiste, ki želite donirati 4, 8 ali 12 evrov za Anžeta, da si bo kupil monokable. Namreč ugotovili smo danes, zakaj njemu ta mešalka ne dela tako, kot bi moral, že vse leto, odkar jo imam. Anže se je skeširal, videl kabel, rekel, dajte mi to hude, telete zlate, golden play, kaj zlato, dajte mi tele s platino, prevlečene, ne, te najdraže, ki jih imate. Ne, in je malo ga zasral, ker je imel steral kable v monovhodih. Ne, in zato ni delalo. To ni čisto, okay. Kaj ni čisto, tako, no pa povej, kako je bilo. Ne znam razložiti. No vidiš, da bi jaz razložil tako, da ti spadaš okay. Tak in je. Fair enough, to staro. Tako da ja, zdaj bojo šli v naslednje donacije v nakup novih kablov. Jaz se bom zahvalil vsem, ki ste donirali, ker sem si tudi jaz zdaj kupil novo roko, ko se počutim kot Jamie Lannister na nek način, sam da ta ni zlata, ampak je super, taka mikrofonska roka, tako žerjav. In se zdaj igram z kako sem se otroka, smo imeli lampice na fedre, na mizne svetilke, ti se bo čisto do poka, si kar naprej pa nazaj, polni fedri so skakali gor in dol in to. Zdaj, če bo meni zvok, ki je levo desno šel, to začu, da ni kriv Anže s svojimi mešalnimi sposobnostmi, ampak se pač jaz igram s to svojo novo igračko. Prosim, ne se igrati. Prosim. Tako da, ja, danes pa nadaljujemo seveda z Better Call Saul s 7. in 8. delom serije, te nadaljevanke. Tako da, že, kaj ti misliš zdaj o teh 7. in 8. delu Better Call Saul, kako se je razvil ta lik? A pele že tja, kakršnega smo poznali v Breaking Bad, ne? Zdaj si vse pokvaril, ker se ženska smeji in bi mogla biti tih, dokaj ne napoveš. To je razpad sistema. Super, Anže. Ženska bi morala biti tih, si rekel. Super. Kaj je to danes? Ja, vse narobe. Vse narobe. 4. in 5. del seveda Igre prestolov danes obdelujemo in z nama redna dopisnica glav za Prekmurje. Maruša, kjer je si živja. Dober večer, poznavalcev, čast mi je, da sem lahko zraven. No. Ja, imaš lep mikrofonski glas, kaj tazga počneš v življenju? Slučajno in Anže mi je posodil en zelo dober mikrofon. Ja. Tisti, ki ne poznate Maruša, mislim, da jo predstavimo, kje se najde na Twitterju, bo povedala pozneje. Sicer pa Maruša, novinarka na Valu 202, ali špikarica, voditeljica, kaj? Pravzaprav ti si novinarka. Voditeljica in novinarka. Novinarka, evo, tako da... Dve titule, ljudje božji, dve titule ima. Dve tituli. Stani sem ti izvedel model. Ja, sam si mi ga res, to sem opal pogovarjal, to je bil ful dober joke. Maruša, ti si tista pravzaprav, ki je prpelala Twitterje na Val 202, ali kako je bilo to? Ne, to po moje ne, no. Mislim, a nisi ti na začetku delal, od začetka ta tweet na i pa to? Točno, ja. Z Luko Hvalcem sva delala eno oddajo, tweet na i, ki je potem bil tweet mix ali pa vse v enem, no najprej sva predstavljala legitimne twitteraše. A to sta Anžetu dala, kaj je potem avtorskih pravic za besedo? Za pridevnik? Ker mislim, da Anže ima ta pridevnik registriran ni tako par IPF-u, kot par SAZA so. Računja v pošti. Ne, no, potem pa v bistvu dajala neke zanimive tedenske tvite, ki sva jih spremljala v neke radijske Twitter kolumne.
Zdaj to ne, da je čisto umrlo, no, ampak malo smo opustili to, da ni več oddaja v ponedeljkih, smo pa bili tako nekako med prvimi. Potem so ratali razni tweetopisi, pa ne na spletnih portalih, o priložnostih še tu pa tam, no. Lidijo Hartman zaposlimo. Ja, Maruša dela tudi eno svojo oddajo, tako prav njena. Ja, to boš tudi povedal. Tudi o tem ne bi, ker tudi to ne vemo, kako bo, ampak ja, načeloma. Ja, okuševalnica. Ja, načeloma, ker zelo rada jem, sem se nekaj cajta ukvarjala s hrano, ampak eno sezono smo dali čestno, 10 oddaj je nastalo po različnih koncih Slovenije, ampak zdaj malo časa je, no, za vse, kar počnem na valu in načeloma smo se nekako zmenili, da se trenutno nimam cajta ukvarjati s tem. Ampak no, oddaja ni mislim, živi, ne, na internetu. Evo, vidiš, že še ena fraza, ki jo imaš ti registrirano, tako da nam boš tako zaslužil. Lepo, drugače pa tisti, ki spremljate Twitterje na veliko, pa mogoče še ne veste, Watchers on the Wall, stran, kjer deluje tudi naš redni dopisnik za doktorate iz lingvistike, Mare, ima tudi vsak teden potem X-Chucker, nabere te najboljše tvite, ki se dogajajo ob predvajanju Igre prestolov, tako da, če vas zanima tak malo zebanski pogled, še dodaten, odsurfajte tja. Pa se Mareta treba počas poklicati, ne? Res je, da, res je. Tako da zdaj, ki je doktoriral, ki je čestitke Mare. Ja, doktor Mare. Prvi doktor v glavah, po moje. Tako da bo, danes pa ja, 4. in 5. del, dva po svoje zelo različna dela, bi človek rekel. Bolj različna že težko, ne? Več ali manj. Tako da, preden gremo na njih, moramo povedati, da smo dobili eno pošto, in sicer nam je pisal Juri Keren, ki posluša predvsem Glave, podrobnosti in aparatus in je navdušen in smo super, hvala Juri, in ga zanima, kako je s časovnim potekom zgodbe, ne? Prav, da je rahlo zbegan, čeprav je bral, pa tudi gledal na TV, ni pa tok hardcore, ne? Ni tok trdo središčen privrženc, kot nekateri tukaj, in ga zanima, kakšen je ta pravzaprav dejansko časovni okvir, v katerem stvari potekajo, tako da tole vprašanje so dobila danes, tako da nisem uspel še pripraviti ene take natančne kronologije, ampak jo bomo za naslednjič. Naj povemo, da naj bi valjalo kar ena sezona, da se zgodi v enem letu, čeprav spet ne nujno, in pa predvsem je to treba vedeti, da stvari ne potekajo nujno usporedno, ne? Se pravi, da tisto, kar mogoče v Mirinu lahko mine en dan v celi epizodi, tam bo pa mogoče na severu pa 2 tedna ali pa 1 mesec, tako da ni vse. Od tod tudi zbeganost. Ja, še posebej potem ko začne Littlefinger s svojim teleportom okoli skakati, oziroma kaj že svojim tem raketnim nahrbtnikom. Ja, Littlefinger je povsod. Ja. Četrti del 5. sezone. A ja, pa zdaj treba povedati, da smo se končno ujeli tudi z unimi likanimi epizodami, ne? Ker te prve 4 so ušle na internete, zdaj so pa vsi petko čakali in bila petka že spet, ko je rekorde podarila, kar se piratiziranja tiče. Ja, kar se tiče. Dobro, da si mi povedal, Anže, da sploh je, ja, že. A to je vsak ponedeljek, mislim. Nedelja. Nedelja, pa v ponedeljek. Ja, zdaj v bistvu iz nedelje na ponedeljek zjutraj. 3 zjutraj lahko že gledaš na HBO, imajo pač, zdaj imajo to, da je po celem svetu naenkrat predvajajo. Ja, ampak ker smo mi rovte, pač je pri nas top 3 zjutraj. Ja. Slaba. Ampak imaš direkt na HBO Go, jaz ponavadi pa kar zjutraj z HBO Go-a si vržem noter direkt, ja, da ne. Zdaj super, kad dela tudi prek Chromecasta in končno. In se ni treba po njih menjih tam za delincem. Tako, Chromecast forever. Ja. To Maruša, a Maruša, veš, kaj je Chromecast? Ne. Ti bom poslal link, bom dal tudi. Super zadeva. Daš jo vzad v televizor, not v USB in imaš omrežje, mini omrežje narejeno. In to ti je full redo, razen če se pišeš loser. Razen in če nimaš televizije. A ja, Dajte mene, jaz sem pa z radija. To sem ti razlagal. Ene stvari pač jemljem zelo dobesedno. Ja.
To je tako, ki je začela na valu delati, mislila, da to more narediti, ker še meni ni popravil. Še kaj najhuj, ki je bila plazma, kar je ven vrgla. Dej pozabimo plazme, dej gremo, pižam, zdaj, Master of Ceremonies. Dej, gremo, po 10 minutah lahko začnemo. Ja. Tretji del se je končal tako, da je Jorah zvezal usta Tyrionu in rekel, jaz sem zdaj bral 50 odtenkov sive, ti pokažem eno igrico. Ne? In potem sta zginila in sta se znova pojavila šele na začetku četrtega, pravzaprav ne šele, to je direktno, ne. In sta ona tam, ne, gresta v eno ladico, vice, da je Jorah je tak poštenjakar, da je čeprav je tipa omamil lastnika tiste barkače, mu je pustil nekaj novcev, da si bo lahko z njimi, ne vem, kupil mogoče en pergament in iz tistega pergamenta potem naredil eno ladico pergamentno in jo spuščal svečko gor in se delal juhu Gregorjevo je tu, ne, in obujal te domače običaje. Ja, samo je res dal tako, zgleda, da mu je dal 4 evre, vzel mu je po barko. Tole, 5K pa si kup Dvoje kralje ulice in to je to. Točno to, ja. Ni zgledal fair, no, ampak ok. Ja, povej se. Tako da, v glavnem je tlej pač kratke in potem imamo to debato, kjer mu Jorah pove, ne, da ga pele pač, da ga ne pele k tisti kraljici, ki jo misel on, ne, se pravi, ne k srce, ampak ki jo pele k Daenerys. Bum, 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 ne, in meni je pravzaprav šele tle, priznam, ker sem toliko zgodbi noter, sem poštekal, da je Tyrion mislil, da ga hoče pelet k srce, ne, pač sem živ, no, ja, jasno, ne, on ga pelet, ja, nisem niti pomislil, da bi lahko imel Tyrion neke druge predpostavke v glavi. Kako? Ja, da je kar, valjda, ja, da. Ja, se on ne ve, se je logičen. No. Ja. Itak je pa pijan 3/4 cajta, tako da. There are people who drink. Ja, ja, ampak Klemen še huda ta, ki že Klemo reče, ne, da kakšna slaba ugrabitev, da ga je ugrabil, pa ga pele, ki je kamere itak šel, tako da. Tam je všeč, no. Se mi zdi, da zdaj sta ona dva sta Klem malo prevzela ta sitcom moment, ker mislim, da je v čisto vsaki epizodi, zdaj že stalnica rata. Mislim, da niti ne glede na to, kaj se je zgodil v 5. delu. Dobar, v četrtmu, ja. Čeprav v četrtmu sta tudi bolj Jamie pa Bron, bi rekel. Ja, ok, mogoče. Čeprav ne vem, meni je Klem meni kar smešen na ladji, no, moram reči. Pač. Sta bila tako, sta lepo prevzela od Brienne pa od Poda. Ja, ampak pa glede na to, kakšna pleša se že dela Mormontu, ne, tudi se ta Tyrionu želja, da bi bil z ljudmi, v družbi ljudi z lasmi, ni glih dokončno uresničila. Ja, a kle še kaj tako sploh zdaj reči? Ne, Čanka pa lepo sprovocira nazaj s tistim, da je pač se spomne, ne, kako so oni prebirali njegova poročila. A ja, da je on v bistvu špioniral, ne? Ja. Pa kdaj je to bilo? Jaz tega nisem mogla spomniti. Prva sezona. Aha, Ja. okay. Ja, to je kar callback, ja, to je tako. Ja, ni uno, mislim, da zato ta scena sploh obstaja, a veš, tako, da on kar dosti direktno pove, se res, ti si pa v bistvu bil pač špion za nas, ne, tako da, ja, ta je tako, kle se vidi, da včasih malo preveč mine pri teh serijah, tako kot v knjigi, ne, no, čeprav pri teh knjigah je dosti isto. Čakaj, Maruša, ti samo gledaš ali si brala tudi? Nisem brala knjig. Aha, ok, tako da moramo mirkati, da ti ne bomo česa pokvarali. Ja, ampak zdaj mi že res ima, da bi jih brala, no, ko vsi razlagajo pač v teh knjigah ful in... Ja, lej, ber, ne. Dej, ber, ker je... Verjetno bom, no. Veš kaj, veliko predzgodbe, ne, recimo, kar je zanimivo, to bomo potem pri 5. delu pogledali, ker se je končno začel, sem tudi malo preteklost gledati, ker se zelo Rigarja spomnejo, ne. Ja. Oziroma ne, tle se jo. Ne, kle Beristan z njo govori, ne. Četrtem, Rigarja spomnejo, ne, in v Merinu tle lahko pravzaprav kar nadaljujemo naprej, ne, ker Barristan pa Daenerys klepetata. Ej, a sta vidva opazila, ne, da je zdaj tako ratal, da lik, ki načeloma nima toliko zagovoriti, ima pol mal več zagovoriti, pa ga pa nekdo štihne. Odkje pa zdaj to? Ne, zato ker Barristan, ne, je bil tako, se je bil zraven, ne. Ja, bogi, ja, sej. Samo on je bil res sam zraven, a ne.
Klema sta pa res tak hard-to-hard pogovor. Veš, in zdaj je tako v bistvu ratal, polka sem 5. del gledal, čim se nekdo pogovarja, ki prej ni to govoril, začnem že gruntati. Bo v naslednjem delu že slabo. Točno to, ja. Pač, zdaj už pa ti šel počas. Tako, res, tako, ker je Klej Berestan v bistvu velik, pa tak res lep moment je bil, pa dati malo, veš, te dva sta pa skorka fotor, pa včera malo, ne. A veš, potem je pa, mislim, da zelo hiter se že spet sinovi Harpije, ali Harpijini sinovi, kot je Pižama napisal zapiske, uletijo in je že spet dobro zakamufliran low budget, če me vprašate, ker po nesreči se tepejo v neki oski ulici. Zelo je. Ne po nesreči, to je bil njihov namen, da jih dobijo not. To mi je jasno, ampak to je taktika. Ampak jaz sem pri tem čudovitem pogovoru vsaj upala, da ne vem, bo ona zdaj začela malo bolj poslušati ljudi okrog sebe, ker je meni je kar malo antipatična ratala, ne vem zakaj, ampak bila mi je tako najbolj simpatična na svetu. No in pol zdaj tako, ne, pol, kar se zgodi, ne, umre in, ampak ne vem. Ja, ampak gled, ker si rekla, da ti je malo annoying ratala, ja. Da ne res, brez da bi izpadel res, zdaj, da si čisto vse pike zgubim pri ženski populaciji, nisi edina ženska, ki sem jo slišal to reči, tako bom rekel. Ja, ne vem, kaj je to fora, meni je dosti ista, nisem ista, ne, no, ampak nimam nekih ekstra feelingov, ampak sem pa že slišal od žensk, ki bojo ostale neimenovane Urša, da jim gre tudi na jedro. To Urše. Tako da ne vem, kaj se dogaja. Je mogoče, ker je tudi Tlepar ne je že zdaj nekaj časa in tako počasi plamti zgodba, ne, ni nekih velikih, ok, ta šok zdaj bil z Baristan, ampak se zdi pravzaprav, ne, vse je znotraj te neke politike, kako vladati, ne? Se znotraj tega polja se premikamo in nimamo neke take velike akcije, ne? Tako kot sem imel prej, so bili te pohodi, pa ki je ona ti sužnje reševala, pa... Ja. Ne mogoče to, a veš, se tako, kot je pravzaprav v knjigah tudi bilo potem, ne, pač se folk pričakoval, da ona bo pa začela vladati in bo rasturala in takoj pičila naprej, ne, in a veš, pa ops, ne, je ta, kot smo se že pogovarjali, ne, zadnjič je to obračanje teh konvencij žanra na glavo, da tiska postane vladar, da ni nujno takoj pa zdaj dober vladar, ne, ampak se mora učiti vladati. Ja, mislim, meni je tudi cool, mislim, meni je že to, da se je kle toliko stavila, meni je to recimo v knjigah ful sem presenetil, ja, me je, no, ker tako, kot sem rekel, ona bi mogla zdaj že 17,000 ladjami, razumeš, uletavati, ne, na King's Landing, pa v bistvu je zdaj že 100 let po teh mestih. Ne. A veš, dejansko je to, ne, tle ima ljudi, obseb te sužnje, ki jih je osvobodila, to so resnični ljudje, ne. A veš za njo medtem, ka teh 7 kraljestev je pa pila konc koncev za njo vse neki en mit, ki živi tam v preteklosti, ena dežela, ki se dejansko sploh ne spomne, ker je toliko mlada zapustila jo in vprašanje je, koliko se ne mudi, ker je tukaj in zdaj je resnično za njo. Sam bo napadala, ali kaj, ne bo? Ja, ti nisi brala, ne vemo. A ja, ok. Ne, ker jaz dejansko tudi to čakam, da bo nekam šla ali neki, ne vem. No. Pač vse je tako izgledalo nekje vmes, ne vem, kjer v sezono 4., 3., zdaj pa če tle in mi ni več toliko všeč. Pa ne uboga fantov, pa tako nič, no, kar malo po svoje. Pol ti je bila bolj všeč, kad je hodila, pa si bolj Lord of the Rings fan, tako, ljudje, ki hodijo. Ne. Ne, ampak pol pridejo pač Harpini sinovi napadajo te Ansali in Sivega črva in njegovo kompanijo. Predtem moramo to povedati, pač, da so te gospodari, ne, nekdani, da so te plemenitaši mirinski, so želeli, da bi znova odprli te borilne arene. Ne, in jih ona pač kljub temu, da ji Baristan svetuje, ne, mogoče pa bi je ona proti. Ja, ker pač who cares about tradition, ne, se mi zdi, da je. Ja, predvsem se ona to, ne, ona ima to, ta blazno ima ta protisuženski, ne, protisužnjarski moment je pri njej prisoten, ne, ker konc je bila tudi ona na nek način prodana v suženstvo, ne, ker se je potem obrnilo drugače, ne, ampak ona je bila tam kos mesa v neki te kupči, kaj je njen brat nameraval sklen za to, da bi dobil vojsko, s katero se bo vrnil na prestol in ima, ne, do teh služno do te svobode, ki je odvzeta, zelo, do to afiniteto, zelo hoče to
preprečevati. Ne? In pravzaprav dejansko tudi te arene pa to vse vidi skozi prizmo suženstva, ne tudi tega, da bi lahko kar potem šele v 5. delu, ne se pa zgodi, da ona to, da lahko ne, če hočejo tekmujo, ampak svobodnjaki, ne pa sužnji. Ok, pa Sivga črva napadajo pač Harpini sinovi, uleti Baristan in kleje čisepski, v slow motionu kolje ljudi, kar je super. Tako, ker on je bo zmeren tako, ankoli ni zgledal ful impresivno še zdaj v seriji, ali se motam, ali je že kdaj haral z mečom ekstra. Ne, mislim, da ne. Tako, jaz mislim, da ne. Zuno palca, ko bi ono mantikoro, ko se srečata zdaj. Ja, ok. To je res. In tlej tudi mogoče ta razlika med njim pa knjigo, ne, tlej zdaj moramo povedati, ne, jasno, da on je en od tistih likov, ki je v seriji umrl, v knjigah pa še živijo, ne, in tlej je ta odmik od zgodbe, ampak tam v knjigi je točno on, kako on je stalno, ne, kadar se pripravlja na boj, kadarkoli se boju in on tam trenira neke te mulce lokalne v oklepu. Ne, in pa se delajo norce iz njega, češ nekaj delaš, pa ti je bo vroče, pa boš okoran, ampak dejansko ga oklep rešuje. Ne. Tukaj pa zdaj očitno tisti dan, ne, ravno ko je imel tiste pol ure frej in je rekel, grem je zdaj po eno amforo, ne, ene kislice. Na amforo. Ja, okay. Ne, in okay. Se mu zgodi smola, ne, da je v civilu. Ja. Je pa, ne, ampak tako, Kle res pokaže v svoj BDS-eri, tako, Kle je res to, kar mu cel cajt govorijo, da kjer kralj je on z mečem, ne, Kle to dejansko dokaže. Tako da. In reši Grey Worma, ne, oziroma Sivega črva. Tako da. Ok, pa Kle se zaključi, ne, kar se Merina tiče, in potem gremo pa ja, na ta drugi sitcom Couple tega dela, ne, Jamie in Bron. Kako ti gledaš Jamija, Maruša, to vsaj ga vprašamo, to transformacijo njegovo pa vse. Zelo je luškan. Ok, že spet vam tako rekel, nisi edina ženska, ki sem jo slišal to reči. Ne, ampak res, to je ful fascinantno, ker smo imeli v 3. sezoni, ne, po 4. smo imeli ful te pogovore, ne, da on je res še enkrat človek, ki je unga tamaoga porinil skozi okno. Ja, ne, ja. To je tako, ne. A ti je zdaj že všeč ratu nazaj, ja, poleg tega, da je lep? To ima malo problem, ja, veš, kaj pozabiš, kaj vse je naredil slabega, no. In vse to, pa vmes pol spet bil zelo fair do svojega brata, pa do mislim, tako, no. In pol spet ne, in pol ne vem kaj, in zdaj mi je kar malo všeč, ampak zdaj, ko si me spomnil, da je on ga tam moga porina skozi okno, sem se spomnila. Spet več ne vem, kaj bi. A veš, ne vem, če je dober lik ali slab, ne morem se odločiti nikoli. Ja. Mislim, dober lik je, zdaj, če je pa moralno dober ali slab, to pa ja. Mislim, pa ja, moral, tako, pač bad guy ali pa good guy. Glik zaradi tega je to zanimiv. Ja. Ker veš, da ti ne bi smel biti všeč, glede na vse, kar je storil. Ne? Pa ti je, ja. Ne, pa ti je, čeprav zdaj svet vprašanje, koliko je on dejansko, ker on res deluje, da je na neki tej poti prečiščenja, ne? Da postaje nekak drug človek. Tudi le se vidi, recimo, kako se tam, ko sem jim tarta pelajo, kako on tam ne, se malo spolne Brienne, ne? Je videti v njegovih očeh. Brienne, to je dobra duša izpade že spet, no. Tako da. Pa ja, Kle prvič reče, to dobro si napisal, veš, to bi jaz pozabil, prvič reče, da bi Tyriona krepnil, ne? Če ga vidi. Zelo grdo, spet minus. Ja, ampak taj fotra je ubil, ne? Ja, a veš, Tyrion je pa svojega fotra ubil, ki res ni bil. Ja, vse to, ne. Ja, ok, to je mogoče res, ja. To je mogoče res. Meni je kul, Kle, kaj greš, Kle je že spet ta sitcom, ne, ko ima Jamie non, zdaj, jaz imam eno roko, ti moraš vse delati, kaj ne ti? Jaz ne morem, ne vidiš, da imam eno roko, jaz imam samo eno roko, to star, jaz ne morem. Kaj pa ti delaš, jaz imam samo eno roko, jaz ne morem. Pač to je, ampak meni je kul, no, meni to zelo všeč. Smešnost, ne. Ja, pač ta sitcom moment. Pa prije še una patrulja, ki jih potamanita, ne. Pa Kle je že spet ta Bronov, meni je vse, jaz sem že vse preživel in bom pretepil kogarkoli. Tako, ki si jih kar malo zbira, no. Kle je malo tak Schwarzenegger varianta. Get to the horses! Ja, get to the horses, točno. Lepa. Okay. Oh, wow. Ok,
Okay, hvala za ta referenc. In Jamie seveda reši lastnoročno potem spopad. Z roko, ja. Kar je že spet, jaz imam eno roko in pol treba jih bo pokopati, ja, jaz imam eno roko imam, res ne morem jaz kopati, eno roko imam. To je to. In zdaj, ko ste se toliko pregovarjali, jaz sem prav sam čakal, da bo pol, ko bo Bron zamahnil z roko, da bo za The Final Countdown začel igrati, ki je bil res ta Blood Family moment. Jaz sem pa čakala, da bo še brez noge. Kaj da bo? Ja, da bo še brez noge ali nekaj, ne, a veš, tako neroden pri vsaki stvari, ker ima samo eno roko, ne, da se bo še zdaj nekaj zgodilo, pa bo še brez noge ali kaj, ne vem. To sploh ne je bilo presenetljivo pri Martinu. Tako, veš, da v bistvu je tako, da v ta zadnji knjigi, čist na koncu, je Jamie samo še glava in torso. Črni vitez iz Svetega grada. Iz Svetega grada, to je to. Ja. Jamie je v bistvu črni vitez iz Svetega grada. To je to. Ja, tle kaže, da bosta ona dva, ne pa tle kaže, da bosta ona dva res še kakšno šalo poskrbela, ne, ampak potem pa še gremo tja, ne, na Elarijo in pa na te peščene kače, pa ne vem, jaz moram priznati, da kolikor sem jih čakal, je bila tisti prizor mi je bil tako malo telefonirano napisan. Enako, mislim. Predvsem so mi, v bistvu je tako, Elarija mi je kul, moram reči, da ona je meni všeč. Une tri so le pa malo karikatura. Malo so bile, tudi za Game of Thrones malo too much. Ja. Recimo, daj povej ti, Maruša, glede na to, da jih ne poznaš iz knjig, pa neč sam, kakšen je bil tvoj vtis kot neka ta neomadeževana gledalka? Ja, najprej nisem vedela, od kje so se vzele sploh, da sem malo povezala to. Ne vem, no, tako malo scary ženske ali kaj, ne vem. Jaz mislim, da so to hoteli, ampak meni niso bile scary. Meni so bile jaz pa malo slabši igram, zato sem dobila to bolj stransko vlogo. Ampak čakaj, to je bilo v 4. delu, ne? Ja. Še v 4. smo. No in pol sem zdaj tudi čakala, če se bo zdaj kaj zgodilo. Tako se mi zdi, da vse malo se preveč čaka. Pol v 5. jih ni, ne? Pol bom... A veš, tako, ne vem, zdaj če... A ja, štekam, ja. Da je preveč vmes, ne. Tudi prej, ko je prej poslušalec spraševal, se ne moramo verjeti, ne, ona dva zdaj tam potujeta in pol te ženske pač tam napadajo, mislim, ne še direktno, ampak so nekje zelo blizu, očitno na tistem pesku, ne, in pol se spet 3 ure gledanja ne zgodi nič in pol spet nazaj, tako da se malo vprašaš. Take so mi malo brezvezne bile tam notno, ampak ne vem pa, kaj se v knjigi dogaja z njimi. A veš, 3 minute ali 2 minutke unga prizora, pač ja, ok. Ja, tle dejansko čist ekspozicijo samo, ne, pravzaprav to, da jih nič posebnega, no. Ja. Spoznamo, Ja. Niso dali nekega dogodka, na katerega bi obesil. Čeprav tle je fino, meni je to, ko ima ta Obara, ki se spomne, kako je pač Oberyn prišel do nje kot otrok, ki je bila še majhna, ki je njeni materi in se zgodi ta Wu-Tang moment, ki je choose the sword and you will join me, choose the ball and you join your mother. In tak. Iz Shogun Assassina, to je dejansko pač Shogun Assassin moment tle noter. Preveč veš o Wu-Tangih, te star. Ej, jaz bil ti reper včasih? Ne, sem gledal sem Kung Fu filme. Ok, v redu, sem vprašam. Ok, kje smo pa? To je to, pa one vejo, da je Tyrion uletel zaradi tega, ker ubijajo kapetana une ladje, s katero sta Tyrion in Bronn uletela. Ki je una glava, ti se mogoče še ta najbolj cool stvar. Ja, wow. Ja, ok, očitno je full cool stvar. Čeprav, to je ena stvar, ki je bila v napovednikih in ker je bil pobrita glava, se je špekuliral, fuck, imajo Varisa. Ja, pa smo pa rekli, da je preveč temen. Ja. Razen, če je full zagorel, ampak zdaj vidimo, da ni. Tako da, to je redo. V kraljevem pristanku pa spet mali svetini, spet je Mejster Rel, je tam dežurni Pavliha. Ja, ampak mi je pa kul, da počasi kažejo ta napredovanje Cersei, kako se več ali manj vseh proba losati, ki bi lahko karkoli rekli. Tudi živijo. Očitno ne smem več tam reči. To mi je všeč. Pa kle se začne oboroževanje cerkve. Cerkve, ja. In to je mogoče zanimivo tudi to, ne, da je zraven s Tyrellom ne pošle Merina Tranta. Ne, to je pa edin član zdaj kraljeve garde, poleg Jamija, ki ga poznamo po obrazu in imenu. Res je. Ne, ker vsi ostali ti gardisti kraljevi, teh 7 belih mečev je nekako pač 5 od 7 so sam tako ksihti za čeladami, ne, za šlemi, ki jih ne vidimo. Ja,
Pa sej, mislim, to je že spet pač. A v knjigah se ful več ve. Ja, več imaš te imena, pa ki jih pa se vse noter svoje ljudi nastavlja, pa te neke zadeve, ampak dobro, vse veš, bi bilo res spet že čist preveč, a veš, tako da. Ja, za serijo, se mislim, da to ni nič slabega. Pač. Zdaj, če bi zdaj Marušo vprašal, bi rekel, koliko je teh članov Kraljeve garde, verjetno, a veš, to je nekaj, kar en gledalec poprečen sploh ne ve, a veš, en tak, ki ni noter. A veš, kot v knjigih je res skozi, 7 jih je samo 7 najboljših in ko eden umre, da je potem novega. Až pa Baristan je bil, ne? Baristana smo res je, ja. Ko so ga potem nagnali. Ostalo so pa neki anonimneži, očitno. Ja. Zaenkrat. Kaj je pol še? Ja, te oborožijo, ne? Tebe zanimivo gledati, kako se vse proba izigrati tega vrabca visokega, kako ga poskuša dobiti na svojo stran, ampak se skaže, da ti čisto po neko svojo igro pelje. Ne? In je zanimivo, kako tudi ona sama da to idejo, da bi pa zdaj to oboroženo vero ponovno uvedli. Ja, ki je že obstajala, pa so jo pol skenslali. Ja, ker so pogledali, da je malo preveč štalne, če tam neki menihi okoletajo z meči. Ja, ampak klej meni pol ta pač poanta še, da je Lorasa aretirajo, in pa se pa začne ta že spet igra, ki je meni ful zanimiv gledati, moram reči, to Marjorie pa Tommen. Pa Cersei. Pa Cersei, ne, to je meni super ratal zdaj, sploh od kaj drugega ali tretjega dela, ne. Mi je pa kul ta fight, ta trikotnik se je ful dobro naredil, ne. In klej res Tommen res že počas tok nebogljeno zgleda, da je že kar malo je že žalostno, no. Ne vem, kako to drugače reči, ampak že spet tako. Pa gre pa, una mu reče, pejt matki reče, una reče matki, pa gre samke, pa ga kar oni ustavijo, pa je kralj, pa gre nazaj, pa je bogi in potem Marjorie, ja, to me najbolj bo pisala babici, ki si dal. Zdaj bom pa babici uvadil, da si v špajzi cukor kradu. Ampak ja, a babice se spomniš, Maruša? Ja, spomnim se babice. Ok, no, cool, sam to, da. To je že spet ena taka stvar, ki bi lahko človek pričakoval, da če ne bereš, oziroma veš, da ti lahko ide. Ne se spomnim. Ja. A kje pa je? Šla je nazaj, domov je šla. Okay. Ona je šla v Highgarden, ne? Okay. Vsaki vrt, tako je. Aha. To, nekaj sem prav rekel, odlično. Čeprav, jaz bi prej nekaj vprašal, kaj kaže Lancela Lannisterja, ne, ki mu tisto zvezdo noter v čelo režejo. Je kdo dvajo pričakovati, da se pa kamera obrne in je tam Brad Pitt v vojaški uniformi z nožem? A ja, Inglourious Basterds, čele, zdaj sem dojel. Ne, nisem pomislil, da bom Brada Pitta videl. In potem je cutaway, a veš, in vidiš tam Kevana Lannisterja, ki tako pripeljajo Lancela do njega s to zvezdo. Nein. Dej še Hitlerja operati. Ja, ne, se mi gre ravno kar ne. Ok, lepa. Ok, zid. Okay, klepa prvi ta moment, Stannis pa hčerka, ki je bilo meni zelo lepo. Meni tudi, ja. Ti si bilo super. Čeprav tle je ful zanimivo, kako je pa potem v kontra, nekako je ta usporedno, ta prizor Stannisa z Shireen, pa potem v 5. delu tam, ko sta Ramsay pa Roose Bolton. Kako imata to, ko oba povesta, le ti si, a veš, drugačna od drugih, ampak te sprejemam. Seveda, Roose Bolton to pove na svoj način, ne. Lahko bi te fuknil v vodo, ampak se nekom napis, da ta je moj. Ja, ta je pač moj. Ko sem te pogledal v obraz, sem videl, da si moj sin. Ja, to je za psihopati, v glavnem. In to je to, ne. Zdaj, tebe bomo vprašali, Maruša, Jon Snake, ne, Jon Snow. Ja. Kdo sta njegova starša? Ned Stark. Pa? Kaj je bila una gospa rdeča, je bila rdeča? Ne vem, kako je ime, pač. Ne, kdo je... Ona misli, Caitlyn Stark. Caitlyn. Ja, mislim, vem, da nista starša, ampak ne vem, kdo so pravi starši. A vemo, kdo so pravi starši? Ja, ne, to je cela poanta, ne. A ja, ok. To je cela, zdaj ti bomo razbrinili malo. A vidva veste? Ne. A ja. Mislim, Ben za zihar ne ve, ampak vsi si mislimo svoje. Imate teorijo. In je ta varianta, ne? Sem se, da še piše v knjigi. Ne, ni, tudi tam se ne ve. In ta je pravzaprav, je ta moment, ko Stannis reče, da to ni glih bilo v karakterju Neda Starka, da bi on kar tam z eno baburo iz krčme
se spečal. Ja. Preveč bo, ne, ker drugače gremo v uno debato in imamo kle 2 ure. Tako da bo Maruša googlit. Tako probi. Ne googlati. Ne googlat, ja, raj beri. Ja. Ampak da to ne, to pravzaprav to teorijo, da Ned Stark ni, ne, pravzaprav oče, ampak je nekdo drug. Ja. Okay. Ampak ne vemo. Ampak ne, to dejansko se ne ve. No? Mislim, to tudi v knjigah Ampak ni. se pač ne ve. Ampak tako že malo sumimo, ali ne? Ne. Sumimo. Močno sumimo. Aha, vidva imate svoje teorije. Močno sumimo, ja, cel internet ima eno teorijo. Aha, ok. Zato je vprašanje, če bo Martin uporabil. Ja, boš, po moje, iz jeze bo šel v drugo smer, po moje, če nič drugega. Okay. Ti bomo potem povedali, ker pridemo potem tudi do tega. Namreč tle imamo pa pol tisto sceno, ki Melisandra mora malo Joške pokazati. Ja. Čeprav ona, iskren, pa to zdaj ne, ker sem tip, pa to, ampak tako, ker so njo zadeli in to vem, da se zdaj že 2 let pogovarjamo. Ne. Ampak to, ker je ona huda, tudi kot igralka, ne samo, ker Joške kaže, je malo ljudi v tej seriji. Je huda. Je. Ne, res, to s njo so. Zelo je dobra. Noro je pač, res. To, kar je John ukledelala, glih toliko kripi izpade, kot je bilo mišljeno, da kripi izpade. In se mi zdi, da je to kar težko odigrati, iskren. Ker lahko bi tako zelo poceni izpadel, pa v bistvu ne. Ona je ena od unih, ki lahko Joške kaže, pa ima še zmeren dignity. No? Tako, mislim, ne, res, pač ni uno, Joška, ampak je tako, they're there for a reason. Tako da res, ona je meni super. In tlej ta najbolj creepy moment je pa pol to, ko ona mu reče, you know nothing, Jones. No? Ja. Moving on, ne res, to je creepy. Se zaveže in odide. Ja. Je pa mogoče edin, kar je še za omeniti, je tukaj to pravzaprav, kako je tisto podpisovanje pisem, ki jih John podpisuje, ki mu jih Samuel prenese in pač, ki mu da tudi za Boltone. Ne? In tle je spet tako, da se mora odločiti, kad dejansko pokaže, da daje nočno stražo na prvo mesto, ne? Da mora pozabiti družino in da je on v prvi vrsti član nočne straže. Je zato in se ne bo obadal mislim, ne sme se obadati z notranjimi boji, južno od zidu. Ne? Tako da, okay. Pa samo še Zimišče in tukaj bomo zdaj vprašali, tukaj bomo pa zdaj spet, veš, ta kviz za gledalke in gledalce, ki ne berejo. Kaj si pogruntala, kaj je Sansa, ki je bila pri tem kipu, od te svoje tete, Liane, je pobrala neko pero stalo. Se spomniš, kaj bi bilo to? Ja, od brata, ne? Ni bil Robert brat? Rob, misliš? Ja. Ne. Okay, ja, ne vem. To je pero, ki ga kralj Robert Baratheon v prvi sezoni, ki pridejo v Zimišče, ki ga položi tja v roke, čeprav je dobro pero, da je zdržalo tam par let, ne, tako na enem mestu. Aha, ne, sem to vse povezala neki s familijo, a veš, pač uno. Ne, to je cela poanta, ker pač Robert je bil ful zaljubljen v njo, ampak jo pol ni dobil. Ne, a je bilo tako? Ona mu je bila obljubljena in to je pravzaprav razlog. Veš, recimo, to so v prvi sezoni sem to omenjal, potem se je pa kar pozabil, da vsta lahko zvežimo malo spomin, da je pravzaprav zakaj en od teh povodov, zakaj je sploh prišlo do upora, kaj poleg tega, da je dal nori kralj Aerys zažgati očeta in brata od Neda Starka, da je pač, ker je Rhaegar, je na tem turnirju v Harrendvoru je Lyanna Stark je bila namenjena Robertu Baratheonu, je on podaril tisto, je bil šopek ali vrtnico in jo proglasil za kraljico lepote in je ona z njim pač, potem jo je on ugrabil, kot veli zgodovina. In se je vse začelo, ampak tukaj tudi Littlefinger reče, da je ona pa mogoče se ga niti ni toliko branila. Ja, ampak to je geneza vsega tega, zato se vse to sploh dogaja. Ja, noro. Ja, to je ful povezan, to je noro. In kaj bi se zgodil, če bi ona dva imela otroka, kam bi ga skril? Ja, Maruša. Ali si videla ta namig? Se hoče reči tako, kako je satel, kako je slovenski. Pretanjen namig. Ja, ful pretanjen namig. Tako da če bi slučaj, ok. V glavnem gremo naprej. In potem imamo
mezinček gre. Ne? Jo pustim. Ja, in Sansa, pa kle je to, ne vem, se ruša, vem, da si poslušala prejšnje glave, ne? Ampak kle je ta fora, ne? Ker Sansa itak sploh ne bi smela biti kle. Ne? Ekipa ne bi bila? V bistvu v knjigah je trenutno kje. Ja, v knjigah mislim, ne, v knjigah. Je še zmer gor v Orlovem gnezdu tam, na vrhu. Ja, tam, kjer ljudje padajo. Ampak, to nima veze, ona pač ne bi se zdaj poročila z Nemzijo. To smo že zanč rekli, saj meni odlična bližnica v seriji. Ja. In tle je vprašanje, ne, on ima ta plan, ne, da ne počaka na Stanisa in da bo potem jo on imenoval za varuhinjo Severa, če pa Stanis narata, bo pa itak pač, bo pa že Ramsija malo omrežila, ne, pa ga zašarmirala, ampak tle je res malo mezinček in njegove ptičice so rahlo pogrnile na izpitu znanja. Mislim, da tlele, ne vem, Weber bi bolj izvedel stvari s pomočjo obveščevalne službe. Ja, kle je zelo škatljivo. Pač, v bistvu je tako, Sansa je v zelo, zelo neugodnem položaju. Ja, vedno. Ja, to je res. Sam zdaj zmeram bolj v temno oblečeno, kar pomeni, da je zmeram slabši človek, ne, tako da bomo videli, kako se to razplete. Pa smo pa na 5. delu. Ja. Ljudje božji, ne? Kjer je Barristan mrtev. Ja. Kar je v redu, jaz sem mislil, da sta oba. To je ta Game of Thrones, ki smo zadovoljni, ker samo eno umre. Ja. Rdeča svatba, kaj? Pa ne, se je Edmund Tully preživel, v redu. Ja, v redu je, ja. To sam procente vsi računamo, v bistvu. Pole pa, mislim, da je pa Grey Worm, ne, se končno malo pobratita. Ne. Ja, povej, da ga je bilo strah, da je nikoli več ne bi videl. Ja. To je tak lep moment, ne. Čeprav, ja, povej. Ja, kako ne rečem, težko bosta pokonzumirala karkoli. Tle gre res za meni, se zdi edino posem platonsko razmerje v seriji. Ja. Kjer so čustva iskrena. Ker to veš, Maruša, ne? Kaj? Je Unsullied, ne? Pač sivi črn, Ja. ne? Se veš, žiga, žaga, glavca preč. Ja. Mislim, ne glavce. Oni so brez... Ja, to vem. Ja. Ja, oni so, ne vem, kaj vse smo ful... Ja, pač brez so. Tako da ja, te da ta res prijatelja, friend zone. Ja, pojmo naprej. Ja, pa Daenerys pokliče, to je milo rečeno, k sebi glave vseh fancy družin v Mirinu in jih pelje dol do zmajev in enega mirno da za pojest zmajem. Meni je dobro, kako pride od zadaj, malo sem ga porinil, paknil sem ga skoraj da po nesreči, tam Darijo, Ja, ampak meni je kleko, zdaj pač ga pojesta, ne, potem ona v bistvu Hizdarja, ne, kao da ga bo porinila zmajem, ne, pa se pa izkaže v bistvu, da ga ne in na koncu ga v bistvu zaroči, ne. Ampak jaz se ful ne spomnim, da bi v knjigah bil to tak šokeno taktika od Daenerys. Ali je tudi tako, ti se spomniš tega? Veš, ona v bistvu, jaz sem samo ful tako predstavil knjige, ona se samo odloči za to. Ja, ne, tam imate tudi neke talce, ampak tam jih ima na drug način. Ona ima tam otroke, ne, v knjigi ima otroke teh družin kot talce, ne, tako na to varianto, kot sem tam že v zahodnem, tako kot je bil recimo Theon Greyjoy par Starkih, zato da se njegov foter ne bi spuntal tam na unih železnih otokih, je ona tle pobrala njihove prvorojenke ali nekaj tazga, ne, da si zagotovi njihovo zvestobo. In tudi nima toliko, da bi kaj veliko futrala zmaje z ljudmi, ne. To je tudi prvič, da jim tako ona da človeško meso, ne, se pravi človetino, ali kako se temu reče. Grižljaj človetine. Je to naslov? Mislim, da naslov imamo. Kaj boste pa vi, jagnetino, očetino? Mogoče malo govedi? Ne, zdaj malo človetine, prosim. Lepo. Če lahko tako, veste, na zunji, od zunji zapečena, znotri pa še rer. Lepa. Sama veš, da imajo koliko ima srečo, kateri zmaji
želejo, da ta folk ne nos poliester. A ja, če ne bi bilo, ja, da so vsi v eko. Res bi bil beden okus. Lepa. Aha, pa mislim, da je ta debata mi je bila še kul. Mislim, da je pa Daenerys, ne, ker se v bistvu Daenerys konkretno na njo obrne. Aha, ja. In ji reče, da pač ona je tako kot Tony Blair, tretja pot. Ne, ne vem, kje sem se tega spomnil, se upravičujem. Tako da, ja, in potem zaroči Hizdarja. Ampak kako ga zaroči? To pa mislim, da je tako ultimativna girl power. Ne? To je prav uno Spice Girls to gleda in se joka, ker vejo, da nikoli sami ne bojo to girl power. Kot je bila Daenerys tle. Ja, to mora Maruša reči, to moraš ti reči, Maruša, reči, da je bilo to zelo you go girl, kako že reče Pengalski. Zelo pogumno je. Ja. Ne, pa hud line je bil, ne. Še dobro, kako že reče, še dobro, da je eden snubec že na kolenih. Ja, čist je huda tle. Ja, tle je bila malo berež. Sprokone začnejo po Valiriji zgovoriti, ne, tam je pa čist, se vidi ta nek srd. A ni, tako prav deluje še bolj avtentično, se mi zdi. Ja, ok, sam meni tako, ker itak ne veš, mislim, to je tako kot Klingoni, a veš v Star Treku, ne. Pač verjameš, da nimajo naglaska. Veš, to ni tako angliški igralec, ki amerikanščina fura. Tako da meni se vse prav sliši. Ja, ne, ampak je tako, veš, deluje res tako prepričano in vse. Ne je, mislim, kle je že spet kul izpadla. Ne vem, mogoče tudi Maruša je bila kle tako mal bolj. Spet, ja. Ja, okay. Ja, veš, vse to. Sam, da se pobija, pa žre ljudi. Ja, zdaj vemo, kva Maruši sede. To so te prekmorski ljudski običaji. Gremo. Mi na Muri, veš, pa gore Roštilj, pa tam 3 Mađare in to je to. Cool. Mađari. Namesto koga? Wow. Človek diši. Človetina. Ne vem, kam se ima, katera koža najbolj diši. A lahko, prosim, nehaj nas peljati po teh koridorjih. Zid. In temu pa super ta prehod iz Targaryenke na Targaryena. Ja. A to veš, ja, Maruša, ne? Mester Raymond? Tle sem zvedla, ja. Un stari človek, ne? Ja, to je, ok, cool, ja. Ja, in je tudi ta Kill the Boy, ne, mi je všeč, moram reči, da mi je zelo, a to ne vem, če je v knjigi, se mi je zdel nekam dober napisan. Ne, pa tle se vidi, veš, tle je Cogman delal, mislim, da Brian Cogman je res, on od vseh najbolj šteka te like, imam jaz feeling, ne vem, no. Ja, jaz sem tudi zdaj to začel porajtati, tako, da vidiš v kredicih, kdo je writer, ne. Dobar, pa se tudi, ker sta Benioff v Vice izmerom v redu, no, tako da ni. Un Martin je mal čuden bil, tako ni čist. Ja, dobro, da ga ni več. Dobro, da ne piše več scenarijev. Točno to, a je sploh prebral knjige, Šalabajzer. Ok, sorry. Ja, Klemu Eamon reče, da naj se odloči, da ni važen, da ker je zdaj šefe, je pač šefe in noben nav zadovoljen z njemu. Pa vice, da je reži to staraš, boli njega. Pa odite itak, jim greš na kurac, že zdaj, kaj boš se zgubiti? Samo pravim. Ne, vse je valjda, mislim, sploh pa glede na to, kako je gor pržil za en glas, pa on mu ga je dal, zdaj pa tako je, se ni panike, kar razpizde jih ta star, ni panike. Ampak ja, tako, kada ga mal za nos leče, bi šlo, rekel. V glavnem. Ja, pa John pa Tormund, ne, kjer se zdaj končno mal premakne. Zdaj ne vem, pa to Maruša vprašal, a ti, a si vedela, da bo John hotel Wildlinge not prpelati, recimo? Mislim, zdelo se mi je tako, pač. Aha, se ti je? Ja, ker je tak, ne, prijazen, pa simpatičen spet, ampak pa zaljubljen je bil v punco, pa se mi zdi, da je tak miroljuben, da ne vojna pa v vsaki sili, no. Tako da, dajmo se spoprijateljiti, pa bomo pa videli, kaj bomo naprej počeli. Ok, lepa, kaj meni se je ful v knjigi, je bilo meni to, recimo, ta tako taktični preobrat, ne, da on v bistvu Wildlinge notar povab, zato se bojo pol borili proti belim zombijem, ne. Je bil meni tako kar twist. Aha, no, se je dost cool, sam meni se ne zdi tako zelo presenetljivo, no. Ne, ok, ne, se kle mogoče, ker sam serije gledam, tudi ne, no. Ampak mene v knjigi me je pa to kar malo tako nategnilo. No? Ne vem, pižamc, a te vse... Pa ne vem, če me je to, kaj škodni itak...
se vidi, kot že prej tam sploh glede na ta odnos, ki ga imate v knjigah z Mansom in ki je tudi neki malo tako spet en tam starejši mentor, ne, ki mu odpira nove poglede na svet, se mi zdi, da tam niti ni bilo tako presenetljivo. Itak je že prej, veš, kaj jih hoče prepričati, da pridite čez, da boste varni. Vse to je. Je tudi ta logično, ne, ker on to razmišlja, ne pa čakaj, ja, si se pobijali med sabo v preteklosti, pa vse polni so ropali, ne, pa oni so jih nazaj, ampak, veš, pisamo, če pstijo, ne vem, tam, koliko jih je, 5000, 10 000 teh divježev na uni strani, ne, naj vas kar beli hodci vzamejo, to pomeni, da imajo potem oni 5 do 10 tisoč zombijev, teh neživcev, ki jih bojo lahko samo z prekleto veliko količino ognja, ne, porabili in kar se pa ognice pa nekako konc, ne, ker tam se jo kar malo razmetava zelo na črni vodi, ne, in so zaloge pošle. Ne, pa to je bil tudi najboljši argument, ne, da če umrejo, se pol dvignejo kot White Walker. Ne kot White Walker, kot neživci. A ja, valjda, undead, to ni isto, moj bog, zdaj me pa kar malo sram. Ja, beli hodci so sam te, šefeti, več ali manj. Šefeti, ja, te, ki imajo dosti hidriranih lic. Rabijo malo Q10 formule, kaj že tisto. Okay. Kaj še po? Aha, po je pa, Grammar naci, dajmo, to je. To je stanje, to je pa pač en tak callback bil, ne, to mislim, da je v 3. sezoni, v 2. kaj enega poprav in tle čistko lepo noter prpelan, tak mini, da nas spolne, kaj še nam pedantneš je, pa kako zna biti kdaj zategniti, ker je tako prav, oni se tam pogovarjajo o tem, kaj bodo storili, kakšna bo dejansko prihodnost teh kraljestev je odvisna, ne, tudi od njihove akcije, on se pa tam koncentriraš na to, kaj je bilo na less few, ne. Ne, ampak je fewer, ne. Ampak meni je tudi cool, ker je to dajo zraven Davosa, tako smo se zanj pogovarjali, da je on res tako, samo en model, ki je znal ladjo furati in mi, ajško, ta njegova ma nesposobnost, bom kar rekel, ne. Mi je všeč, da je on zraven. No, ta scena je bila meni ful všeč, no. Tako proper. Pa fewer, pa on what? Never mind. Posta pa še Sam pa Žilka v knjigah in je pol ta debata, kdo je več vreden v tem razmerju. Ker on bere, ona pere. Ja, več ali manj, ja. Tako kot bi mogel biti, am I right? Ne. Ampak, pa ta Stannis leti, pa ga vpraša, s čem ga je obal, pa to mi je cool, ker da tako Stannisa res zmeraj bolj postavljajo kot unga, ki mu je mogoče malo jasen, kaj točno se dogaja, ne? Ker se zaveda, da tudi na severu ni glih vse rožnato. Ne? Tako da ne vem, no, meni je v bistvu Stannis mi je zmeraj bolj cool, no? In kva vidva mislite, no? Ampak z vsako sceno, klej bil prijazen do hčerke. Vidimo ga malo z več plati, da prej bil res tako zelo zaprt, škrtajoč z obmi in ga je kazal res samo osredotočen na neko to njegovo misijo, ne, kako postati kralj 7 kraljestev. Tlede pa postane, tako dobimo malo to neko tudi človeško plat pol v pogled. True. Ja, jaz se tudi strinjam. Bolj človkrata, no. Sem se verjamem, da je njegov cilj istine, ampak ni tako zelo nasilen več pri tem njegovem doseganju cilja, se mi zdi. Ja, sej, sam čaki, da že spet unake joške kaže v letiju, ne. Se vem, ja. Veš, ne, to je kle problem, ne. Čeprav brata nimam benga več za ubiti. Ja, saj to. Prosim, ne reč, kaj ga je ubil, ker vem, kam to pelje. V glavnem, hvala. Ja, pa odidejo, ne. In tudi, ne, vsi grejo, tudi Širin bo šla zraven in vse. In tle so pa celo naredili neki malo CGI-ja, ne, so jih malo naredili eno orang kolono teh jezdecev, ki odhaja, da imaš feeling vsaj, da je neki ljudi bilo tam. Ja, saj en shot je, kjer odhajajo in se vidi, da so ljudje. Ja. Pa smo pa v Zimišču, ne, čeprav zelo najprej malo tam Brienne pa pod v bližini, samo to, da ne spomnejo, da sta, ne, in da ona bo opravila to nalogo do konca, čeprav Catelyn Stark mrtva in se s tistim ne rečejo, da te nekako sporočiti, ne, in na karu na Starka, ki je že v enem od prejšnjih delov rekla, ne, sever pomni, mlada gospa. Ja. Ne.
In potem ji reče, ne, da če bo pa treba, ne pa kar gor da svečo, ne prižge v tisto porušen stolp, ne podrti stolp in tam je, pač se spomnimo, ali tukaj je pa nekdo dol letel v prvem delu. O, točno. A že le zdaj le si? Ja! To. In Jamie že spet ni več tako lep. Imamo pa to Mirando tukaj, ne, ki je začne ljubosumje furati in ima ta en zelo tak, kot bi rekli ti naši, on je pravi moški, ne, kako pravijo ti naši terapeuti, ali kaj so karkoli. On ni poženščen prededipalni bebček, ne, ki je pil to vodo s hormoni in ne zna se postaviti sam zase. Ne. On je pravi moški. Oziroma sociopat. Ja, pač odvisen, kako vzameš. Ja. Ampak mi je všeč, ker sem že mislil, da Ramsija ne bojo mogli bolj creepy narediti, pa jim je rata z Mirando. Ja. A pa ja. Kaj pa je ta reakcija? To je anti-Jamie in Jon Snow, I guess. To je ta drugi del spektra, več ali manj. Ne, mislim, je pa kul, ker so naredili proper psajkota, ne. Tako da to je kar v redu. No? Jaz bi mogoče sam to vmes povedal, to nekako tam Miranda, Sanso, no tu pesjak pele, ne slepa znam, jaz sem tle pozabil, da... Bo Theon noter. Ja, pozabil sem, da je njuh tam, ne, Rick, da je in sem tako rekel, kaj bojo pokazali malo letle, malo pa še malo truplo tvojega brata, malo hranimo, ali pa kaj ta zgodi. Jaz sem tudi, ker priznam, ne malo ustavila, sem si mislila, ok, moram še zdaj pa globoko vdihniti, le zdaj nekaj bo hudo narobe, ne. Ja, pa je bil pa sam model, ki je tudi že kastriran, bogi in se sam še trese. Ja. Unka mu pol prsta manjka do tega, da bi mu roko vstal na metalskem pozdravu. Ja. Večerja pri Boltu, vgani, kdo pride na večerjo? Ja, ta je pa huda. Je pa res, da kle pa Ramsay, ne, s temi vprašanji, prvo povemo večerjo, on Rika prepele, se pravi Theona prepele, ga Sansa vidi, Rick se mora Sansi opravičati in ona je čist, pač se ji gabi Ramsay, ne, ker je pač tak sadist, ne, pol pa reče Ata Bolton, da sta zunaj Walderjevo noseča, ne, in tam se Sansa, tako tam je kul, ker mu privošči, on je pač čist zaprepaden, Ramsay. To je bila ena boljših scen, ker je tako končno on tudi mal na slabšem, ne. Čeprav pol tako imata vas fotor na samem debatu. Kako pa veš, da je doseča? Vse se ne vidi. To je pa najbolj grozna stvar, ki se je do zdaj naredila. Vse una modelka je tako korpulentna, ampak to je tako pa, kako pa veš? Kako vem? Ker ne kaže, ker ni povedal, ampak samo pokazal. Ja. Klepa, tako po moje, Ramsay izgubil še zadnje dva človeka, ki sta mogoče rekli, pa se ta je v bistvu kul. Ker sta rekla, a veš, ne, sej udirani ljudi, dobro sem, fakic, debelih se pa namo. Klej res, še zadnje pike je izgubil, se mi zdi, ja, tako da, ampak je ful dober, ne, pa tako, že spet je dober miks, ne, kao Ramsay misli, da je set, ne, on bo dobil pa pure blada, ne mešančka, ne, tako kaj je on, ne. Čeprav tle bo pa Foter povede, da računa na njega in tle zdaj, da povemo, stani se kot zima prihaja. In, pa to, no, mislim, ta zgodba o tem, kako je prišla in una mlinarca in kako je ji vzel, pa če ni hotel, ga že skoraj vršt v reko, ampak ne, lej. Se je moj, to je mislim, tak en iskren Foter-sin moment. Ja, najbolj psihopatske familije. Ampak je. Ja, tako, da bi gledal Full House, sam ne. Ja. Ok, to mi je všeč, ker ta zadnja je čoven, kar je dosti res. Klepamo, hvala, mislim, tako se pa morajo Game of Thrones epizode končati, če me ne vprašaš. Ta sekvenca mi je pa všeč. Cela. Vse, kar se na čovnu dogaja in potem tudi izven čovna, je pa super. Zdaj pa pižama, vem, da boš ti zdaj povedal, ker pridejo končno kamniki, se sami premikajo. Tako da povej. Ja, kamnitniki, to so ti mlajši bratje od onega tipa iz Fantastic Four. Jorah in Tyrion plujeta mimo ruševin Valirije, ker pač tam ne bo nobenih piratov, ne. Ljudje se izogibajo tistega še zdaj. A ja, čak, sorry, sam, ko imamo že kviz danes cel večer, Maruša? Ja.
Valirija, kako si kle močna, veš, kaj je to? Nisem lihno. Mislim, tam ste se ful pogovarjala, pa ste razlagala, pa je bilo tako, a vem, a ne vem, a tle zdaj kdo živi. Tako da ne čist. Valirija je bilo svobodno posestvo, kjer so ta freehold, kjer so živeli te zmajski gospodje, ne, te rodbine zmajin. Potem se je pre nekog 300 let, mislim, da je pa bližen takrat enkrat, kot oziroma malo več, se je zgodila ta poguba Valirije, kjer se je, to je pač mesto zgrajeno bilo na pobočjih vulkanov in od spod so bile te neka reke lave in je to vse šlo v luft in to je pač sužnika dela. In od tam so prebežali pa tudi Targaryeni, ki so edina še ta močna rodbina valirijska, oni so imeli zadnje zmaje na svetu. In zdaj jih imajo spet. In zdaj tam ni nobenega več, ne? Ja. No, pač, ja. Ampak fora je tudi temo, da Valirija je bila pač ful napredna. To, ki je šlo to pogobe, ki je bil ta Dum, ne, so v bistvu je šel cel ta svet nazaj. Aha. Ker oni so najboljši jeklo, da imajo najboljše pač mesta, tako so, veš, pač dejansko so šli te malo nazaj, ker se je tam. Oni imajo to valirijsko jeklo, če si zasledila, kako ja, to pa sem. To je tak poseben način, to je fora pač tako nekako kot naše, da maščansko jeklo, se pravi te plasti jekla, ki jih prepogibajo same vase in kujejo, ampak obenem je to še neki pol z magijo dodatno ukovano in je pač in sploh. Ja, hudo. Tako da ne, in tukaj pač vidita potem zmaja. To je hud šot. Ja. A ne, no. Ta je pa res epski šot, tako. Pa tiska vidiš Tyriona, ki je kar what is going on. Ja. Pač. In se spomniš, kako je v prvi sezoni razlagal, kako je bral zmaj, kako si jih želi videti. No, evo. A ja, to se jaz nisem. Ja. Tam z Johnom debatirata na poti na zid. Ok. V glavnem in sta čist nad tem zmajem in potem se še malo med sabo prerekata in potem skočijo. Pof, živijo. Naredi te kamnitniki. Kamnitniki pa so, to je pa zdaj so tudi napeljevali, so jih zdaj že omenili, dvakrat so jih omenili, to sezono so pa pač ljudje s tem, to je pač zadnji stadij Sivoluska, te bolezni, ki jo ima Širin in so jo uspešno ustavili, sicer tam na licu in pač kot te pač prekrije celo telo, da se glih še nekako premikaš in si že blazen. In načeloma umreš, ne? Načeloma umreš, oziroma pač dokler se pa še lahko premikaš, si pa tako rahlo fiu, ali kako je že ta strokovni izraz. Ja, tako doktor temu rečejo. In tle imamo ops, ali je Tyrion umrl, ker se vse zatemni. Jaz sem dejansko pričakoval, da bojo na tej točki končali. Ne. Ja, jaz tudi, ja. A ja, končal tako del. Ja, končal del pač, je Tyrion umrl, ampak to mislim, da vsi vajo že, da pač Dinklage je še naprej podpisan, da se to ne bo zgodilo. Ampak potem pa ga reši Jorah, sta tam na eni obali in ko greste naprej, Jorah odkrije, pač si odvije dlan in vidimo, kaj je delal vsa ta dolga leta v družbi Daenerys, ko je bil friendzonan. In vidimo, da so te cerkveni nauki o posledicah masturbacije resnični. Hvala, veril sem, da boš to rekel. Ja, to je res. Je pa noro, da ta Grayscale ga dobiš sam, če se te dotakne. Ja, kar je zanimivo, kako se jih dobil Luni gor, v Krasterju, ki je Žilka razlagala, da so imeli 2 primerka s tem Sivoluskom, tle sem mečkam tako. Ja, mal pač luknja, zato da so lahko pelali, da to je nekaj pa groznega. Ja, ampak dejansko ful pozornosti, dosti dobro rekel, dosti pozornosti temu posvetili, pač kot te veš, dejansko veš, kaj je Grayscale, še zmeraj nisi videl ladje, veš pa, kaj je Grayscale. Kakšne ladje že? To sem si pa prav napisal, se upravičujem, to moramo zdaj omeniti. Ful hvala Andreji na Twitterju, ki mi je tweetnila eno brutalno slikco. Res, ful hvala. Ona je čak i Afna Ajerdna G, ima pač Twitter account, vam bom zdaj dal v Skype, pa pogledajte tole slikco, bom jaz to dal link, da si lahko poslušalci pogledajo. Si že najdla, ker je pač
gor je Daenerys, pa piše Where are my dragons? Spodaj je pa, kako je zdaj Greyjoyevi sestri ime v seriji? Ja. Aša, pa fuck your dragons, where are my uncles? Tako da, jaz se strinjam. Tako da, ful hvala Andreja za tole slikco, polepšala mi je dan, ladje še vedno ni, zakaj je ni. Noben ne ve, v bistvu vejo samo ljudje, ki to serijo delajo, ampak tako je v življenju. Sorry, to je že spet ta travma, ki jo bomo vlekli, dokler se ta ladja ne pojavi. Ja, tle mogoče lahko povemo, ne, da je za razliko od knjige, ne, pač tle je zelo spremenjena zgodba, ne, da tam imamo, da Tyrion plove z nekimi posebno drugimi ljudmi in da se to zgodi preden on sreča Jorah Mormonta, vse to, ne, in da je nek drug lik, ki faše ta Sivolusk, ki ga pač očitno tukaj v nanizanki nikoli ne bomo videli, ampak se mi zdi, da so fino to predstavili tudi na Mormonta in da daje to dodatno dramo potem tukaj, kar se bo dogajalo v Mirinu. Da imamo pač ta element Sivoluska, ki napreduje, ne, in nekoga, ki bo skrival to pred ostalimi. Res je. Če se zdaj on koga dotakne, pa ne prenese tega. Mislim, da mora biti nek tak full-on contact ali pa neki tazak, da bi mogel ga malo podrgati s tem neki, ne, da ni to ravno tako, pač, da bi frcnil neki. Ne, pa se to lahko tako rešijo, da se more Grayscale, ki ga imaš na kozi, dotakniti drugega človeka. Da kot kože, sej to je, tako da oni itak zavitne, tako da ne bo, pa tudi ljudje ponavadi pazijo, dokler so še prisebni, da se ne bi glih dotikali drugih. Sam, zdaj si pa predstavljali, da pridajo tja, ne, v Mirin, in da se ga Daenerys razveseli in mu reče, pridi greva na balkon, na mojo teraso, gledala bova piramide, kako gorijo in se držala za roke. In on, fuck. Ja. Ali pa ful tak bednik, pa bo sam hodil po mestu, pa se bo vsak dotikal. Ti loviš. Točno to je. Lepa. Drugač pa to sta bila 4. in 5. del. Meni je bilo zelo všečno, če potegnemo črto, to, da kako sta bila zgoščena, ne, sploh ta 5. del, če gledaš, so pravzaprav 3 lokacije, bile pa, pa 4 tam na čovnu še, ne, tako dejansko je zelo, zelo dober flow se mi je zdel, no, pa tudi nisem ne vem, koliko pogrešal, tle, da ni bilo, zdaj Arjo sem se itak nekako sprijaznil, da bomo to sezono malo manj videvali, ker bolj trenira, pa to. Ker pometa. Ja, ker pometa, ja. Ja, true. Ampak se mi zdi, da sploh ta na 5. del, da je zelo res lepo pel zgolj, pa vse je bilo tako res malo srhljivo, no. Tako skozi je bil en tak nelagoden občutek zraven. Enkoli se nisi, da bi rekel, zares lahko tako malo sprostil, pa prepustil, ampak skozi je bilo zadnji, ki te kljuva, sploh pri tej družinski večeri, pa to na čovno na koncu, ti se je bilo pa res brutalno. Maruša? Črto potegni. Vedno čakam, kdaj bosta ona dva, Jon Snow pa Sansa, ugotovila, da v bistvu je še del familije živ nekje. Se to se ne ve, ne? Ne, on ne ve, da je ona tam. Zato, ker načelo, mislim... Nekaj njej skozi razlagajo, tako tvoja družina je mrtva, to konc, ne? Zdaj pač boš, ne? Se probala znajti in on isto pač ne ve, da so zunaj deklice še žive in tako naprej. Tako da jaz to komi čakam vedno tako pri vsakem delu, a bo zdaj že kaj se zvedel ali ne. Drugač pa v redu, no. Malo sem pozabila na vse skupaj, ker se mi zdi, da čakam, ne, nove sezone, pa vmes ne gledam nič ali pa gledam kaj drugega ali pa delam kaj drugega. Me malo vse mine. Pa rečem, ne grem nazaj, dokler mi nisi začel težiti, ne. In pa sem bila zelo vesela, no, da sem 4 itak pogledala v paketu in še 5 včeraj in... Zdaj si back. Se obeta. Dobra sezona, očitno, ja. Ne, fajn je, dobro. Ja, pa ne, v bistvu je dosti noro, da ta nivo držijo. No. Ja. Ker res ne peša, no. Ja. Ne vem, mislim... Ker preko slej začne, ne, itak pri vseh malo. Ja, ne, ampak se zato ima pravi, zato pa res ful, tako še enkrat
Vzem si enkrat cajt, pa preber knjige, no? ker je s knjigami dosti isto. No? Verjetno res V bistvu, bom. No. ja. Folk je še najbolj jezen na peto knjigo, nama s pižamo je pa peta ful dobra, tako da že spet, ja. Res pele, ta nivo klej je še najbolj impresivna stvar, isto pri seriji. No? Tako, saj, me je bilo isto, no? moram reči, da petka mi je bila sploh vrhunska, štirka je bila kul, na sredini Gaussa del. Ja. Tako, ta je bil pa mal special petka, ne, tudi ne vem zakaj, mogoče res zaradi muda. No. Tako da, ampak ja, kar v redu. V bistvu. Jaz sem vprašal, zdaj če čistko, Maruša, glede na to, ne, da to je tisti pol trenutek, ko se midva z Žetom Avi življava nad ljudmi, ki niso brali knjig, da bova prosila za ene 3 napovedi tvoje, kaj misliš, da se bo v tej sezoni še zgodilo, glede na to, kaj smo videli. Ojoj. Ja, pa lahko kjerkoli lika, kar češ, pač tako, kar češ. Okay, o tem pa res nisem premišljevala. Kaj pričakuješ, da se bo zgodilo? Ja, oni, da bi se nekje srečali, to si ful želim. No. Aha, Sansa pa Jon. Sansa pa Jon pa Arya, ajde. A veš, to tudi nekaj poslušalc spraševal. Jaz nimam dobre predstave, zdaj sem tle že mislila, aha, sej Sansa pa Snow sta tok zdaj tle nekje blizu. Ajde, a se lahko srečata ali neki, ne? Ampak ni tako zelo, ne? Čeprav, pač ko si malo v poletnih časih preveč predstavljam in si mislim, ja, sta ona dva, ki so vsi ful isto, pa vsi ful oblečeni, da so zelo blizu, da zdaj bo to, 2 minutki, pa se bosta nekje srečala. Ja, če si Littlefinger, je 2 minutki. In pa bi se še v naslednji sezoni ugotovila, da tudi Arya še živi. No. Ojoj, tega nismo omenili, poljuba. Ti se pa besli še bolj kripi, kot cela Boltonova družinska večerja tam, ki jo mezinček poljubi Sansa. Aja, bog, no, grozno. Ja. To je pa eno dan bombshell. Ja, ker veš, da je ja, res. tak suh, mrzo poljub. On pa cel sluzast, grozen je. Ja, to je res. Creepy je kar beseda, ki jo lahko uporabljamo, se mi zdi. Ja. Kaj se bo še, ja, ampak to ne vem, kaj bi se lahko zgodilo. No, zdaj, ker so ti preveč namignila, kdo Jon Snow, njegova mater in oče, ne, se še ti s temi konspiracy teoriji malo bade, boš videla, je zabavno. Ojoj, ok. Napiši L plus R je J. V Google. Ja, ok, Allah. Da vidim zdaj, kako bo trdna volja. L plus R je J. Ja. To je še en namig. Pa poslušaj tele glave, ki bojo vam prišle, pa boš sestavila zgodbo. V glavnem. Okay. Pižama, povej admin. Ja, pa povem admin najprej. Dajte nas aparatus.si smo na Facebooku, aparatus.si smo na Twitterju, aparatus.si poševnica podpri, lahko nam date 4,8 ali pa 12 evrov mesečno za nemoteno delovanje mreže in za vse nekaj te tehnične pridikline, sploh zdaj za te monokable, ki jih bomo dobili. Plus zdaj imamo tudi še en načrt, namreč kako bomo razvajali in popularizirali Aparatusovo stran. Pogruntali smo zdaj, da pač ko objavimo mi na Aparatusu kakšno oddajo, ponavadi dobi tam kakšnih 15-20 všečkov, ne, ker če bo to lepa nov, pa 15 folka lajka, recimo, veš, pa si bil, ne vem, recimo, data ven upgrade, pa imamo tukaj da 7 všečkov, damo noter ta pivotiranje, veš, pa nekih 6 všečkov pride potem tale podrobnosti, pa je 15 všečkov, pa se pa že slika z Aljo in imamo 150 všečkov. Tako da zdaj bi radi najeli enega spodobnega fotografa in potem bomo naredili serijo slik Anže s slovenskimi estradnicami manjšimi od 1,70 m. To se mi zdi, da je en ta način, no, da se ta mreža razširi svoje polje. Tako da prosim, darujte, da bomo lahko že tako gledali še v podobnih duetih na fotografiji. Ful, hvala. Ej, Maruša. Prosim. Kje se tebe na Twitterju najde? Twitteruša Maruša, brez šumnikov. Odlično. Pol pa Val 202, pa okuševalnica. A lahko povem, Val 202 na Facebooku je presegal 30 000 všečkov.
To je to. To se hodle. Vse to je cifra. To je cifra. Zdaj sem se spomnila, smo se danes pogovarjali. Ja. Okay, kva pižama, kje se tebe najde na internetu? Na Afna Pizama ali pa na Pizama.net ali pa na Facebooku Pizhama. Tako da to je to. Anže, kje se pa tebe najde v nekih intervjujih, bojda? Ja, jaz sem na Twitterju AfnaZT, pa en Anglež je z mano intervju naredil. Ja, smo prebrali. Bom dal še ta link noter, tako da lahko še to pogledate. No. Tako da, na notedtech.net. Adam Oran, ki sem ga spoznal na unmo podcast, mi ta pom je takrat rekel, ker je dejansko vedel, kdo sem. Kar je bilo weird, ampak tako je življenje. Tako da bom dal še ta link v zapiske. Zapiske pa valjda najdete na aparatus.si, glave pa to. Tako da okrepčajte se z človetino. Ja, wow. Kdaj gre tole ven? Jutri že? Četrtek. Ja. A lahko je na hitro reklama. Daj, vedno. Evo, če tole poslušate danes, ki je prišlo ven, pa če še niste gledali 50 odtenkov nive, imamo danes zvečer ta zadnjič v City teatru pred počitnicami, če ste pa tam bolj iz tistih krajev, kjer zori grozdje, imamo pa 28. maja v Dobrovem Goriških Brdih te 50. izvedbo in bo nekaj prav posebnega. Kako posebno bomo pa videli, ampak probamo dobiti poli za sponzorja. In v petek v številkah del. A ja, pa v petek v številkah? Ja, točno, Slavko, to grem pa jutri snemati. Zdaj, se pravi, to je sreda, se pravi, ko to poslušate, sem to včeraj snemal. Jaz bom... Kako doktor Who sploh preživi? Jaz bom pa v četrtek to Slavko tam montirala. Torej, zdaj, ko to poslušate, sem lihkar zmontirala. Okay, a lahko nehamo, jaz ne vem več, kjer dan je. Hvala, hvala, zelo ste zabavna. Hvala tebi, ki si uletela. Ti se lahko da. povabiš, kdaj navadi, da. Za 1 uro v programu. Točno to. Sred dneva. Se bom probala zmeniti. En dan na mes dogodkov in odmevov. Drugač pa jaz bom rekel 3-4 zdaj bomo vsi trije rekli človetina, ker pač moramo, jaz ne vem. Okay. 3-4 zdaj človetina.